Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live, novem načinu nakupovanja v živo s pomočjo aplikacije Moj DM. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in seveda zelo sem vesela, da se tudi danes družimo in spoznavamo eno zelo zanimivo in pa tudi koristno temo iz sveta DM. Pravzaprav se bomo danes lotili našega naglavnega okrasja. Tako moškim kot tudi ženskam je seveda pomembno, ne samo, da so naši lasje in lasišče urejeni, ampak tudi zdravi. Danes bomo torej naslovili določene izzive, s katerimi se srečujemo pri negi naših las in lasišča. In to v pravzaprav najboljši možni družbi. Z mano je Tajka Selan. Dober dan, dobrodošla. Živjo. Tajka, preden ti dovolim do besede, kaj ti vem, da imaš danes res veliko zanimivega zapovedati, mi dovoli, da samo naštejem nekaj tvojih izvrstnih kompetenc. Vam iskreno povem, da kar nisem mogla verjeti, da ima Tajka šele 27 let, kajti je že v bistvu diplomirana kozmetologinja, pa tudi magistra industrijske farmacije. Prav tako mnogi te poznajo tudi preko tvojih družbenih omrežij, tam si zelo aktivna in prav tam si nekako začela z dajanjem teh zelo koristnih nasvetov, tako kar se tiče naše kože, kot tudi las in lasišča. Ne nazadnje, velikokrat pozabljamo, da je tudi naše lasišče koža. Tako. In danes bomo razbili tudi kar nekaj mitov, sploh ne dvomim, pa dali tudi veliko praktičnih nasvetov. Jaz se bi mogoče spomnila tudi še na tvoj priročnik Živjo lepa koža, ki si ga v bistvu spisala skupaj s Tiko, in tudi njo smo že večkrat gostili pri nas v DM Live in vemo, da ste res mojstrice svojega področja, tako da se že veselim najine debate. Tudi jaz. Kot že omenjeno, danes bova posvetili predvsem lasem oziroma lasišču. Mislim, da je prva od večjih stvari, ki jo bova nekako premaknili v glavah, to, da je čiščenje zelo, zelo pomembno. Druga stvar pa je seveda vrhunski izdelki, ki jih bova danes predstavljali, prihajajo iz slovenskega podjetja in še posebej nas veseli, da Natura Vid nekako res naslavlja tako specifične lasne in lasične probleme, poleg tega pa delujejo zelo ekološko, imajo tudi že več kot 30-letno tradicijo in so seveda zaupanja vredni partnerji na poti do lepšega lasišča, bolj zdravega lasišča in lepših las. Povej mi, zakaj je pravzaprav tako zelo pomembno, da skrbimo za lasišče? Kaj je ta posebnost? Ja, lasišče za razliko od kože, obraza in pa telesa v bistvu polno enih anatomskih posebnosti. Tukaj imamo večjo gostoto las, kar ustvarja v bistvu eno tako temno anaerobno okolje. Hkrati pa na vsak lasni mešiček zmeraj pripeta tudi žleza lojnica, kar pomeni, da imamo na lasišču kar nekaj žlez lojnic več kot na drugih delih telesa. In v bistvu ta kombinacija tega temnega anaerobnega okolja in pa hkrati večje proizvodne sebuma oziroma večjega mastenja vodi v bistvu drugačen mikrobiom lasišča. To pomeni skupek mikroorganizmov, ki živi na lasišču. In zato moramo mi za lasišče skrbeti drugače kot za druge dele kože. Je pa res, da tudi moramo skrbeti redno, tako kot je treba obraz vsak dan namazati, umiti, porabiti zaščitno kremo, enako je potrebno tudi skrbeti za čiščenje lasišča v izogib nekim pogostim težavam, ki lahko nastane v bistvu kot posledica neredne nege oziroma v bistvu izogibanja čiščenju. Kontinuiteta je vedno zelo pomembna. Kot že rečeno, danes sicer res predstavljava same vrhunske izdelke, ampak če jih imamo doma in če jih ne uporabljamo dosledno, nam tudi to nič ne pomaga. Ker mi je všeč, danes se bomo kar tako zelo konkretno lotili naslavljanja različnih problemov z lasiščem in lasmi, recimo prtljaje na takih, kaj še recimo? Intenzivno mastenje lasišča, potem tudi srbečica, ki v bistvu pride s prhljajem, potem ena problematika, ki v bistvu izhaja iz lasišča, je izpadanje las. Tako da tudi tega se bomo dotaknili in pa predvsem tudi v bistvu, kar pa lahko nastane kot posledica nezdravega lasišča, je pa v bistvu upočasnjena rast las oziroma tudi slabša kvaliteta samih dolžin las. Tako da moramo vedeti, da če zanemarjamo lasišče, da se bo to na eni točki poznalo tudi na dolžini las. No in prav za vse tiste, ki bi želele biti dolgolaske oziroma bi mogoče želele še dodatno ukrepiti rast vaših las, tudi v bistvu danes prav zadnji del oddaje namenjen temu. Natura Vid ima namreč odlično rutino, ki vam pomaga nekako pri krepljenju lasnih mešičkov in da ne poveva zdaj že vsega, skratka tudi te teme se bova več kot konkretno dotaknili. Še prej pa vam seveda povem in vas upam, da tudi razveselim z današnjimi ugodnostmi.
30-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke, ki veljajo od danes pa do nedelje, tako v fizičnih trgovinah DM, kot tudi v naši aplikaciji. Seveda morate prej aktivirati kupone, ki vas čakajo v kupon centru. Dobra novica pa tudi ta, da bomo na koncu podelili 30 lepih paketov, ki bodo sestavljeni iz danes predstavljenih izdelkov. Tako da jaz držim pesti za vse vas, torej za vse tisti, ki nas danes spremljate, da se jutri oziroma po jutrišnjem zagledate na tistem seznamu, ki ga bodo objavili na DM-ovi spletni strani. Mislim pa, da je zdaj nekako čas, da se midve podava na to najino prijetno pot raziskovanja zdravih las in lasišča. Zdaj, seveda, nas verjetno spremlja tudi kdo, ki pa nima mogoče konkretnih težav z lasmi oziroma lasiščem, ali lahko recimo taki ljudje posežejo po katerem koli izdelku za nego las, ali bi tudi njim svetovala, da so zelo previdni pri izbiri šampona in ostalih produktov. Takšni ljudje so sicer po moje izjema in pa zelo srečni, tako da najhitro potrkajo. Ja. Je pa res, da lasišče je pač zelo specifično, kot smo že povedali, tako da vsekakor bi za nego lasišča svetovala prilagojene izdelke, ker predvsem, kar delamo dolgolaske, napako je, da izbiramo izdelke na podlagi potreb dolžin las, torej šampone za barvane, za suhe, poškodovane lase, ki pa niso prilagojeni v bistvu potrebam lasišča. Tako da jaz bi rekla, da kar bo verjetno vsak odnesel od današnjega pogovora, to, da rabi en šampon, ki je prilagojen v bistvu potrebam lasišča. No in prilagoditev je predvsem na podlagi teh aktivnih sestavin, ki jih pač šampon oziroma izdelki vsebujejo. Naturavit res nudi ogromno različnih možnosti, tako da prepričana sem, da si boste lahko našli pravzaprav točno tistega, ki ustreza vam in vašim potrebam. Mogoče še to, zakaj so tako zelo pomembni šamponi za zdravo lasišče in zdrave lase. To je nekako prvi korak v tej naši rutini nege las. Ja, razlog, da so šamponi tako pomembni, je, ker v bistvu prispevajo k čiščenju lasišča. V bistvu mi z čiščenjem odstranimo vse nečistoče, sebum, razne bakterije iz lasišča, tudi odmrle kožne celice. In če teh nečistoč ne odstranimo, v bistvu na lasišču lahko prihaja do nastanka oksidativnega stresa, lahko tudi do vnetnih procesov, kar ne samo, da bo vodilo do težav z lasiščem, ampak lahko vodi tudi do slabše kvalitete dolžin las oziroma slabše rasti, čemur se pa seveda želimo izogniti. Absolutno, in mislim, da je čas, da spoznamo današnji prvi izdelek, ki bo pisan na kožo vsem tistim, ki se srečujete z izdatnim izpadanjem las. Naturavit šampon proti izpadanju las je torej prvi izdelek, gre za kremni šampon, ki s pomočjo rastlinskega izvlečka grmičaste palme in esencialnih olj zagotavlja proces obnavljanja las. Vidimo tudi, da je res takšna lepa kremasta struktura. Pa preden nadaljuješ, bom jaz seveda tale izdelek tudi povonjala. Izvoli, Tajka, še tebi malo aromaterapije. Zelo lepo dišijo. Popolnoma se vonjajo te naravne sestavine. Eterična olja. Eterična olja, res je. Torej, kaj vpliva na prekomerno izpadanje las in na kaj recimo moramo biti vsi, ki imajo torej težave z izpadanjem, še posebej pozorni? V bistvu na izpadanje las lahko vplivata dva tipa dejavnikov. Imamo zunanje dejavnike, prvi, najpomembnejši, ker smo v tem letnem času, sprememba letnega časa. V bistvu v tem prehodu iz poletja v jesen je normalno, če lasje povečano izpadejo neko krajše časovno obdobje, tako da to smo lahko pozorni. Mislim, da to zdaj za vse dolgolaske eno tako delikatno obdobje, tako da samo opozorim, da je v tem obdobju to nekaj normalnega. Potem je lahko tukaj stres, nosečnost, dojenje, tudi nekatera zdravila oziroma bolezni. Vsi ti v bistvu zunanji dejavniki vodijo v to, da las prehitro izstopi iz faze rasti in stopi v fazo odmiranja, v kateri izpade. Tukaj govorimo o telogenem efluviju v večini primerov, ki je samo omejujoče stanje. To pomeni, da se razreši samo v roku nekaj tednov do nekaj mesecev. Na drugi strani imamo pa tiste notranje dejavnike, predvsem so povezani seveda z genetiko, tudi z hormonsko aktivnostjo, kjer pa večinoma govorimo o alopecijah oziroma plešavosti, kjer pa je nujen pregled pri dermatologu. Tam pa res v teh primerih, ko opažamo dalj časa povečano izpadanje las, rečenje na lasišču, mogoče tudi brazgotinjenje,
lasnih mešičkov, takrat je nujno potrebna neka terapija strani dermatologa. Je pa seveda pomembno, da mi tudi doma uporabljamo ustrezne negovalne izdelke, zato da v bistvu spodbujamo oziroma nekako smo podpora tistemu procesu terapije. Tako da v primeru izpadanja las bi predvsem svetovala, da izbiramo šampone z nežnimi površinsko aktivnimi snovmi, torej da nimamo preagresivnega čiščenja in pa da šamponi v bistvu vsebujejo kakšne antioksidativne, protektivne oziroma protivnetne učinkovine, ki v bistvu ustvarjajo zdravo okolje za zdravo rast las. Je tako kot Naturavit šampon proti izpadanju las, ki je tukaj res odlična rešitev in ideja. Zdaj malo si že omenila sama, pa vendarle, če sva samo še malo bolj konkretni, kaj lahko pa mi sami naredimo oziroma kako lahko vplivamo na rast naših las? Jaz bom rekla, mogoče se bo slišalo preenostavno, ampak v osnovi moramo najprej poskrbeti za dobro čiščenje. Torej res redno, temeljito čiščenje, zato da odstranimo sebum in pa nečistoče, ki lahko potencialno vodijo v oksidativen stres in pa slabo kvaliteto las in pa v bistvu nekako slabe razmere na lasišču. Predvsem, kar še lahko delamo, so redne masaže lasišča, torej to je bilo dokazano tudi v študijah, da vsakodnevna masaža lasišča, recimo tam 4 minute, spodbudi prekrvavitev in s tem se v bistvu poveča prenos ključnih hranil do lasnega mešička in s tem se spodbudi lahko v bistvu lasni mešiček. Tako da, ja, in to in še oljenje, ki se ga bova pa še dotaknili. Ja, v bistvu ena od starih metod, ki nekako spet prihaja iz zgodovine v sedanjost in ugotavljamo lahko vedno znova in znova, da so tudi naši predniki že marsikaj vedeli o lepotnih rutinah. Zdaj pa se bova dotaknili še enega lastnega oziroma še bolj lasiščnega problema, govorili bova o prhljaju, se mi zdi, da z njim se pa srečujejo tako moški kot tudi ženske, ampak ne vem, zakaj imam nekako občutek, da je to sploh še bolj težava, ki dotika moške, imam prav? Je lahko, zato ker moški imajo v osnovi bolj aktivne žleze lojnice, kar pomeni, da na lasišču, kjer pa je ta gliva, ki lahko povzroča v bistvu nastajanje prhljaja in se hrani s sebumom, ima načeloma na moških lasiščih lahko več hranil, več hrane in zato lahko bolj spodbujeno raste kot pri ženskah, je pa jasno, to seveda tudi problem žensk. Mi dve imamo zdaj tukaj pred sabo že Naturavit šampon proti prhljaju. Naj povem, da zmanjšuje razdraženost, pomaga tudi pri tem izdatnem luščenju, pa mogoče še en mit, mnogi tudi sama sem nekako povezovala prhljaj s suhim lasiščem, pa ni temu čisto tako. Ja, v zelo redkih primerih je suho lasišče, ampak v večini primerov pa je lasišče s prhljajem mastno, zato ker ta gliva, ki povzroča prhljaj, v bistvu bi rekla temu zelo dobro uspeva v mastnem okolju. Sploh recimo, ko so gledali lasišča nagnjena k prhljaju pod mikroskopom, recimo, ko so popraskali lasišče, se prav videla v bistvu aktivnost žlez lojnica, izločanje sebuma, mastenje, tako da v večini primerov je lasišče mastno, je pa res, da pač se koža tako hitro lušči, da lahko v bistvu te luske odmrle kože v bistvu delujejo suhe. Mogoče, če zdaj govoriva še malo bolj konkretno o Naturavit šamponu proti prhljaju, kako torej učinkuje, kakšna je njegova naloga? Šampon Naturavit proti prhljaju vsebuje protiglivične učinkovine. Tu je konkretno dodana v bistvu učinkovina pirokton olamin, ki v bistvu deluje na povzročitelja prhljaja, s čimer uravnoteža mikrobiom kože in s tem v bistvu tudi zmanjša luščenje. In pa tudi razdraženost lasišča, kar smo pa tudi že omenili. Povej mi, prosim, kdo je krivec za prhljaj? A lahko pokažemo na koga s prstom in rečemo, ti si kriv? Ja, s prstom lahko pokažemo na glivo Malassezia. Gliva Malassezia, torej. Ja, da ne bo kdo mislil, da je izjema, v bistvu ta gliva je naraven del našega mikrobioma kože, je pa pri nekaterih bolj prisotna kot pri drugih. To govorimo, pri nekaterih je naravno več te glive, kar pomeni, da žal v takšnih primerih to pomeni, da se lahko prhljaj kronično ponavlja. Medtem ko pri nekaterih je pa v bistvu razrast te glive lahko posledica čisto nekih zunanjih dejavnikov, stresa, spremembe okolja, mogoče spremembe prehrane in pa seveda nerednega čiščenja lahko. Jaz bi te prosila, Tajka, da prosim povonjaš tudi tale Naturavit šampon proti prhljaju. A voha žajbelj? Ja, ne? Vemo, da žajbelj je... Že ko si ga tako ponesla, meni je prišel do izraza. Ne pretiravava, resnično, lahko ga povonjate tudi sami, se veste, 30-kratne točke od danes pa do nedelje, oziroma seveda lahko izdelek povonjate tudi v fizičnih trgovinah DM, ampak res je enostavno, ta von spomni na tisti žajbelj, ki pa mene vedno spomni, recimo na vneto grlo, ker vemo, da žajbelj ima zelo, zelo pomirjajoče učinke, je tudi naravni antibiotik in seveda zelo dobro pomaga tudi pri našem lasišču. Imava že prvo vprašanje
vprašanje, ki ga bova zastavili takole javno in nam tudi odgovorili. Torej, Tajka, ali lahko uporabljaš 2 šampona, enega za prhljaj in enega za rast? Torej, lahko delamo kombinacijo? Seveda, lahko delamo kombinacijo. Z šamponom proti prhljaju v bistvu naslavljamo sam prhljaj, potem v drugem šamponiranju potem pokombiniramo. Prvi šampon imamo recimo tisti aktiven, s katerim v bistvu naslavljamo tisto primarno problematiko, v drugi fazi pa seveda brez problema lahko uporabljamo bodisi šampon za spodbujanje rasti las, bodisi šampon proti izpadanju. Ni problema, je pa dejstvo, da lasišča, ki so nagnjena k prhljaju, sploh kroničnemu prhljaju, lahko imajo slabšo rast las in v bistvu, da to pokombiniramo, v bistvu združimo nekako lahko 2 v 1 oziroma ubijemo 2 muhi na en mah. Tako, in kar je dobra novica, je seveda to, da za vse te težave, ki smo jih zdaj navedle, obstaja rešitev. Naturavitovi izdelki so res fantastični. In mogoče še to, ko govorimo o prhljaju, nas seveda zanima končni cilj. Ne želimo samo olajšati težave, želimo prhljaj odpraviti zavedno. Ali je to sploh možno, ali je to en konstrukt, ki je zgolj del naše želje? Če gre za akutno stanje, torej ki je povzročeno strani zunanjih dejavnikov, v večini primerov z nekajtedensko uporabo takšnih šamponov lahko stanje razrešimo in potem lahko z uporabo prenehamo. Če pa imamo kronične težave z lasiščem, pa je vsekakor uporaba izdelkov proti prhljaju na neki redni, konsistentni ravni smiselna. To pomeni recimo, da ko je stanje akutno, uporabljamo šampon proti prhljaju tam 2 do 3 tedne zaporedoma, zato da se stanje umiri, potem pa ga uporabljamo recimo enkrat tedensko za vzdrževanje stanja in da preprečujemo. In v tistem času vmesnem, ko pa potem tega šampona ne uporabljamo, pa lahko kombiniramo v bistvu katerekoli šampone, ki pa pokrivajo tiste naše problematike lasišča, torej tako kot je bilo prej konkretno vprašanje, recimo proti izpadanju oziroma za spodbujanje rasti las. Kaj pa recimo, če prhljaja še nimamo, ampak nas je strah, da bi ga dobili, pa bi si želeli mogoče šampon proti prhljaju uporabljati kot neko preventivo? Jaz mislim, da v osnovi ni smiselno, ker če nimamo težav s prhljajem, tudi ne rabimo naslavljati v bistvu te težave. Je res, da sicer Naturavitov šampon vsebuje pirokton olamin, ki je tudi antioksidativna učinkovina, kar pomeni, da načeloma deluje protektivno na lasišče in spet lahko spodbuja rast las, ampak ponovno bi rekla, da če nimamo na splošno težav, niti ni potrebe. Mislim, da imamo dovolj širok asortiment izdelkov tam z šamponi, da bo vsak našel šampon za svoje problematike lasišča. Kako pa mi lahko sploh prepoznamo te prve zgodnje znake težav z lasiščem oziroma s potencialnim prhljajem? Jaz bi rekla, da najprej se verjetno pojavi kakšna srbečica, mogoče tudi povečano mastenje lasišča, sploh če sicer to običajno na našem lasišču ni prisotno. Kakšna rdečica na določenih delih, recimo sploh na teh zunanjih delih lasišča, to so običajno znaki, da se začenja na lasišču nekaj kuhati, da mogoče nismo bili ustrezno dosledni z nego ali pa da nismo uporabljali ustreznih izdelkov, tako da jaz bi rekla, sploh če nimamo sicer nobenih težav z lasiščem in se pojavljajo neka nenadna srbečica, suhost, luskanje, je to znak, da je potrebno spremeniti oziroma prilagoditi nego lasišča. Odreagirati, nekako. Torej, naslednji izdelek, ki ga bova predstavili, je Naturavit šampon proti mastnemu lasišču. To pa je eno od tistih težav, s katero se malo srečuješ tudi ti, je res, tako da verjamem, da tukaj se boš lahko še posebej uživela v tematiko. Že zdaj smo od tebe dobili res zelo, zelo koristne nasvete in vidi se, da obvladaš to področje. Všeč mi je, kako lepo tudi razložiš samo delovanje teh učinkovin, ki mogoče samim imenom za nekoga niso prav koristne. Naturavit šampon proti mastnim lasem pa je torej zelo kremast, penast in lahko povem tudi, da našemu lasišču zagotavlja zadostno vlaženje, ker je mogoče tako na prvi posluh malo kontradiktorno. Človek, bi si rekel, mastno lasišče je treba izsušiti. Tako kot za kožo vemo, da enako govorimo o mastno kožo, treba izsušiti, čeprav je to čisto kontraproduktivno. Res je, treba je v bistvu še vedno hidracija, je na vseh nivojih zelo, zelo pomembna, tudi ko govorimo o mastnem lasišču. Sicer pa po uporabi tega šampona so lasje taki lahki, sveži, zdravi in kar je zelo pomembno, dodana so mu tudi eterična olja, ki uravnavajo delovanje lojnic. Kateri so pa te najpogostejši vzroki za mastno lasišče? Je to genetsko pogojeno ali dejansko si to pridelamo sami? V večini primerov je žal genetsko pogojeno, ker aktivnost žlez lojnice je v bistvu pogojena z hormonsko komponento. Torej, koliko so žleze lojnice občutljive na hormone v obtoku. Tukaj ne govorimo o hormonskem neravnovesju, pač čisto za neko individualno preobčutljivost.
Je pa dobra novica, da se vse da uravnavati oziroma da se mastenje lasišča da uravnavati. Jaz lahko pač na lastnem primeru povem, da iz tega, da sem šla v bistvu iz umivanja vsak drug večer na to, da lahko recimo tam 4 dni med umivanje lasišče zdrži, pa še zmeraj izgleda dostojno, kar pomeni, se da za redno ustrezno nego, predvsem pa za ustreznim umivanjem. Kako nam lahko pri tem pomaga Naturavit kremni šampon? Mislim, lahko mastno lasišče nadziramo s pravilno izbiro šampona? Je dejansko to, o čemer zdaj govoriš? Tako. Ja, mastno lasišče lahko nadziramo z izbiro ustreznega šampona. Zakaj? To sva se že prej dotaknili, dolgolaske in naše želje po dolgih, lepih, zdravih laseh vodijo v to, da izbiramo šampone na podlagi potreb las in ne na podlagi potreb lasišča. In za nekoga, ki ima mastno lasišče, bo izbira teh negovalnih šamponov povzročala to, da se bodo te negovalne sestavine odlagale ravno ob korenu las, kar bo povzročilo, da bo tako ali tako že šampon, da bo lasišče takoj ob uporabi že ne popolnoma čisto. Adijo volumen. Ja, prvo to, adijo volumen, drugo pa pozdravljeni mastni lasje drugi dan. Ne? Tako da to je prva stvar, da res šampon izbiramo za mastno lasišče. In zakaj tukaj v bistvu Naturavit pomaga, ker je to čistilni šampon. To je šampon, ki ne vsebuje olj, rastlinskih olj, ne eterična olja, vsebuje rastlinskih olj, ne vsebuje silikonov, ki bi se odlagali na las, ker pač naloga teh sestavin je, da zgladijo, naredijo ta klepsijo člas, ampak to ni naloga šampona. Ne? Šampon mora očistiti in ta šampon v bistvu to primarno dela z nežnimi površinsko aktivnimi snovmi, sočasno pa seveda pač eterična olja, ki delujejo sebostatično, jasno, še dodatno pomagajo pri obvladovanju v bistvu mastenja lasišča. Pa sva spet pri tej pomembnosti čiščenja. Ne? To sva danes že kar nekajkrat omenili in še bo, ampak izredno pomembna stvar, ker res najprej prvi mit, ki sva ga porušili, je to, da nekaj je skrb za naše lase, nekaj pa skrb za naše zdravo lasišče. Seveda obe skrbi sta več kot dobrodošli, ampak ne smemo pozabiti tudi na lasišče, ne samo na izgled naših las. En mit imam, pa ga boš potrdila ali pa ovrgla, tak mythbuster si danes v bistvu. Zdaj zanima me, ali res lahko natreniraš lasišče, da se manj masti? In če ja, katere korake bi morale pri tem upoštevati? Če bi se to dalo, bi bil svet za dolgolaske ful lepši, ampak žal se ne da. Marsikdo misli, da s tem, da si recimo lase pogosteje umivamo, da se bo lasišče zato bolj mastilo. Če pa si ga manj umivamo, recimo enkrat tedensko, da se bo pa potem lasišče zmastilo po enem tednu, pa žal temu ni tako. Lasišča se ne da natrenirati, zato ker aktivnost žlez slojnic ni pogojena s pogostnostjo umivanja, ampak kot smo že prej omenjali, z aktivnosti oziroma z hormonsko komponento, kar pomeni, da v bistvu na mastnost lasišča lahko vplivamo samo z ustreznim umivanjem, predvsem z izbiro ustreznega šampona in pa predvsem z ustrezno frekvenco umivanja. Torej, da ne spuščamo umivanj, zato ker to povzroča samo nezdravo okolje na lasišču in s tem lahko v bistvu tudi slabo vpliva na rast las. Torej, pravilno čiščenje je pomembno, zdaj vemo oziroma danes predstavljamo res vrhunske izdelke, ki nam pri tem pomagajo. Pomembne pa so tudi tehnike samega čiščenja oziroma umivanja las. Nam lahko mogoče še na tem področju dodaš kakšen namig? Ja, umivanje oziroma tehnika umivanja las je izjemno pomembna. Tukaj govorimo o načinu umivanja, ki ga očitno še vedno ne obvladamo, ker vsi mislimo, da pač lase si pa itak vsak zna umivati, tako kot se znamo pač namiliti po telesu, ampak ni tako enostavno. Kar bi rekla, da večinoma delamo napake, je, da šampon vmasiramo, v bistvu, da si nalijemo en velik kupček šampona in ga samo v bistvu vmasiramo v vrh lasišča oziroma ga niti ne vmasiramo, samo damo ga na vrh lasišča, malo pomanemo in tako izperemo, pa še to po možnosti slabo in seveda, da to vodi v dodatno mastenje oziroma v bistvu masten izgled lasišča ali pa tudi težave s prhajem, srbečico. Ko si umivamo lase, moramo temeljito zmočiti lasišče in pa lase. Vzamemo tam približno za en kovanček šampona, to je dovolj, in ga emulgiramo med rokami, da ga lepo enakomerno razporedimo in ga najprej damo na temena oziroma v zadnji del glave, na to strani in šele na koncu na vrh. Dobro, torej ravno kontra, kot dela večina. In kar seveda ni dovolj, da ga samo damo na lasišče, ker lasišče se ne bo samo očistilo, na to gremo z blazinicami prstov v lasišče in začnemo masirati. Ne delamo tega z nohtjem, ampak z blazinicami in si zato vzamemo recimo 2 minutki časa, premasiramo in potem speremo. Tako da če že to naredimo, pa zato izberemo čistilni šampon, smo za mastno lasišče naredili en ful velik preskok. Pa dobro sprati, ne? Ja, to je obvezno. Imava naslednje vprašanje, ki se glasi, kateri šampon priporočate pri
seboroičnem dermatitisu, sem prav povedala? Seboroičnem, ja. Seboroičnem, no, tako. Ja, seboroični dermatitis je v osnovi stanje, ki je tudi v domeni dermatologov, sploh če je zelo intenzivno oziroma se ponavlja, ampak tudi povzročitelj seboroičnega dermatitisa je v veliki meri glivica Malassezia, enak krivec kot pri prhljaju, tako da v bistvu šampon, ki je namenjen prhljaju z protiglivično učinkovino pirokton olamin, lahko dobro vpliva oziroma ugodno vpliva tudi na stanje seboroičnega dermatitisa. Tako da recimo tudi za tisto stanje bi definitivno svetovala uporabo v bistvu šampona proti prhljaju. Super, hvala lepa za tale odgovor, Tajka. Naslednji izdelek, ki prihaja, pa priznam, je meni osebno vzbudil največ pozornosti. Se vsi poznamo, ne? Peeling obraza, peeling telesa. Mislim, da po poletju smo vsi pridno to izvajali. Smo pa verjetno mnogi pozabili na peeling lasišča, ki je prav tako zelo pomemben. Peeling šampon Natura Vit je pred mano, dodani so mu vulkanska kamnina perlit, odstrani odmrle celice, izboljša prekrvavitev, dodana mu je tudi konoplja, meta, skratka osveži krepi naše lase in lasišče. Zakaj uporabljati peeling za lase? Zakaj nam to tako zelo koristi? Mogoče nek novejši koncept, vsaj pri nas, vsaj za večino, pa vendarle je prav, da zanj vemo. Ja, enako, v bistvu iz enakega razloga, kot ga uporabljamo za obraz in pa za telo, zato da odstranimo te povrhne odmrle kožne celice, ki se na lasišču še toliko težje odstranjujejo zaradi vse te gostote las. In v bistvu za uporabo peelinga lahko tudi izboljšamo v bistvu izgled masnega lasišča, torej še dodatno odstranimo tiste zadnje ostanke, ki lahko v bistvu povzročajo izgled masnega lasišča tudi za prhljaje oziroma tudi za kakšno stanje seboroičnega dermatitisa je lahko ugoden, zato da se res odstrani ves ta build-up odmrlih kožnih celic. Zdaj, kako ga pa pravilno uporabljamo? Verjetno moramo biti vse nekaj tudi nepozorni, previdni. Jaz bi rekla, da ni večjih posebnosti z vidika uporabe na enak način, kot smo prej opisovali, pravilno metodo čiščenja lasišča, torej vzamemo spet za kovanček, nežno vmasiramo v lasišče, to je res posebej pomembno, da smo nežni, ker gre za fizične delce, ki lahko v bistvu, če preveč pritiskamo, če smo preveč grobi, povzročijo iritacijo, tako da smo zelo nežni. Uporabimo to, izperemo in nato nadaljujemo še z enim šamponom, ki je prilagojen našim potrebam lasišča, torej v drugem koraku. Torej to pomeni šampon za masno lasišče, šampon proti prhljaju, zato da res v bistvu odstranimo še kakršne koli potencialne trde delce, ki bi lahko se v bistvu ujeli predvsem pri dolgolaskah v lase. Zelo prijeten vonj, predvsem pa zdaj opazujemo tole strukturo. Pravzaprav zgleda kot običajen peeling za telo, ne? Je pa v bazi šampona, kar pomeni, da ta izdelek sočasno čisti plus dela peeling. Ta je res 2 v 1, ni posebej to kot peeling za lasišče. Mogoče še to, kako pogosto ga lahko uporabljamo, se mogoče ta intenziteta uporabe razlikuje glede na težave, ki jih imamo z lasmi in lasiščem? Ja, kar bi omenila mogoče pri peeling šamponu kot najpomembnejše, da ne pretiravajmo z uporabo, se enako kot pri peelingih obraza pa telesa je potrebna neka zmernost, je enako na lasišču, sploh, ker lasišča si tudi ne umivamo večinoma vsak dan, tako da bi rekla, da recimo tam vsaka 2 tedna, če uporabimo recimo tam vsako 4. umivanje, zato da malo osvežimo lasišče, odstranimo te povrhne odmrle kožne celice, recimo predvsem za masno lasišče s prhljajem, tam recimo vsaka 2 tedna, če pa nimamo nekih posebnosti oziroma težav z lasiščem, pa pač po potrebi oziroma ko se spomnimo. Torej lahko ga seveda uporabljamo tudi, če nimamo posebnih težav. Tako, seveda. Pa verjetno s to pravilno masažo malo tudi spodbudimo mikrocirkulacijo našega lasišča, ker absolutno ni slabo, in danes smo tudi že večkrat na splošno omenili to masažo, ki si jo lahko privoščimo, že med samim seveda šamponiranjem in zakaj ne bi združili prijetnega s koristnim. Tako. Kot sem že napovedala na začetku oddaje, bomo danes poznali tudi eno čudovito rutino za spodbujanje rasti las. Mogoče še pred tem, še ena stvar, ki je mogoče malo konfuzna. Kakšna je razlika med izdelki, ki so namenjeni proti izpadanju las in izdelki, ki pomagajo pri rasti las? Jaz bi rekla, da rast las je predvsem tista estetska, kar pomeni, da z protektivne učinkovine, torej antioksidante, protivnetne učinkovine, zato da se sam lasni mešiček dejansko zaščiti in da ne prihaja do izpadanja oziroma da se v bistvu to prepreči, da se preprečijo ti vzroki za izpadanje. Natura Vit rutina za rast las pa vsebuje predvsem slovenski ekološki rožmarin. Zakaj je ta rastlina tako zelo pomembna? Malo smo že na začetku omenili, gre za v bistvu sestavino, ki so jo poznale že naše babice in dedki in še tam nekje nazaj. Ampak se mi pa zdi, da se zdaj v zadnjih časih spet, hvala Bogu, poudarja
sama učinkovitost rožmarina in vse pozitivne posledice, ki jih prinese z redno uporabo. Jaz mislim, da je so navdušenje nad rožmarinom v bistvu vzniknilo iz čiste neke rutine, ki jo je začel spodbujati, torej to nego lasišča, in zato ljudje vidijo željene rezultate z uporabo tovrstnih izdelkov, ker se dejansko posvečajo lasišču. Je pa rožmarin kot sam zelo dober antioksidant, kar pomeni seveda učinkovina, ki skrbi za zdravo okolje na lasišču, torej to je itak ključno. Deluje v bistvu tudi protimikrobno, protiglivično, kar pomeni, da tudi recimo za mastna lasišča, ki so nagnjena k prhljaju, lahko deluje ugodno na ta stanja, tako da bi rekla, ta nek širok spekter enih takih učinkov za zdravo lasišče je ključen za to, da v bistvu vidimo te želene učinke z uporabo rožmarina. Kljub temu pa moramo opozoriti, da ne bi slučajno kdo dobil kakšne napačne predstave ali pa ideje. Recimo samo eterično olje dati na lasišče ali tudi na kožo, kamorkoli, pa seveda odsvetujemo, Absolutno, nikoli čistih eteričnih olj ne nanašamo na noben del kože, torej tudi ne na lasišče. Eterična olja morajo vedno predhodno biti razredčena. Zdaj problem je, če to delamo doma, v tem smislu, da ne vemo točno potem, kakšna je koncentracija aktivnih učinkovin, ki si jih mi želimo, tako da v Naturavitu so v bistvu to naredili za nas, torej da so eterično olje razredčili v nosilnih oljih z kokosovim oljem, arganovim oljem, oljem pšeničnih kalčkov, in pa na vse zadnje mogoče je še pomembno poudariti, da v tem izdelku niti ni primarna aktivna učinkovina. Rožmarin je seveda aktivna učinkovina, ampak je pa tukaj dodan tudi en patentiran kompleks, ki pa ima klinično študijo za rast las, tako da je rožmarin en tak fin pomagač v tej kombinaciji. Je pa Naturavit rožmarinovo olje za lase pravzaprav prvi korak v tej rutini za boljšo in bolj intenzivno rast las. Je res? Ja, res je. Najprej prvi korak je v bistvu oljenje lasišča in to naredimo preden šamponiramo. Oljemo lasišče v bistvu iz večjih razlogov, bi jaz rekla, to je že stoletja stara praksa, s katero so v bistvu ženske negovale svoje lase in pa lasišče. Predvsem v tem konkretnem Naturavitovem primeru olje v bistvu vsebuje določene protimikrobne, protiglivične učinkovine, s čimer v bistvu ugodno vplivamo na stanja, kot so mastenje, prhljaj. V bistvu olja sama delujejo tako ali tako emolientno, vlažilno, torej dejansko mehčajo odmrle kožne celice, s čimer lahko izboljšajo v bistvu stanja suhosti lasišča, pa tudi v bistvu spodbudijo odstranjevanje površnih odmrlih kožnih celic. No, vse zadnje pa samo oljenje tudi spodbuja v bistvu masažo in to pospešeno prekrvavitev, kar sva pa spet že omenjali, da je zelo ugodno za zdravo lasišče. Kar je tudi zelo ugodno, je tale pipeta, ki jo najdete v Naturavitinem rožmarinovem olju za lase. Predvsem vam bo pomagala pri priročnem nanašanju na vaše lasišče, torej da boste lahko enakomerno po lasišču nanesli to olje za lase, ki pa je tudi zelo prijetnega vonja, bomo spet poudarili. Mogoče samo to ga lahko nanesemo, ne samo na lasišče, ampak tudi na lase. V osnovi bi lahko. Je sicer ta konkreten izdelek v bistvu namenjen uporabi na lasišču, ni pa nobenega problema v bistvu, če nekako ostanke razporedimo po dolžinah las, ker na vse zadnje olja, ki so dodana, tu so ugodna tudi za nego las. Koliko časa pa moramo potem pustiti to rožmarinovo olje delovati? Jaz bi rekla tam nekaj minut do kakšne ure pred umivanjem. Vsekakor ne bi svetovala, da hodimo spat z oljem v lasišču, ker s tem lahko v bistvu povečamo tveganje, da se zamašijo lasni folikli in s tem v bistvu škodujemo lahko lasišču, tako da tam do 1 urce je v redu in bo učinkovito, tako da če bomo pustili dlje, ne bo bolj učinkovito. Ga lahko uporabljamo pred vsakim umivanjem las? Absolutno, lahko. Ja? Kaj pa, če imamo mastno lasišče? Ja, tudi to je pa morda ta kontradiktorna tematika. Jaz sem bila tim ne, dokler se nisem pustila prepričati in zdaj sem se zaljubila v oljenje in zelo pomaga tudi pri obvladovanju mastenja lasišča. Je pa potrebno v primeru, da oljemo lasišče in imamo mastno lasišče, poskrbeti za to, da seveda zelo dobro izperemo te ostanke olja oziroma da smo res temeljiti pri čiščenju. Torej, jaz običajno svetujem, da potem imamo šamponiranje 2-krat zaporedoma, ne da uporabimo potem 2-krat zaporedoma šampon, da res odstranimo te ostanke olja. Po olju pa sledi že drugi korak te naše rutine za
čim daljše, čim bolj goste lase. To je seveda šamponiranje. Tokrat bomo govorili o rožmarinovem šamponu. Je zelo nežen, s pomočjo kofeina nekako osvežimo naše lasišče. Dodana so tudi olja rožmarina, mete in pa limone, ki pa spodbujajo rast naših las. Torej, ta šampon nanesemo po oljenju lasišča, je dovolj, da ga uporabimo enkrat ali bi ti svetovala recimo dvakrat? Jaz bi skoraj svetovala po oljenju dvakrat, zato da res z gotovostjo odstranimo vse te ostanke olja, ker potencialno lahko v bistvu to povzroča, da je lasišče prej vizualno masno in temu se želimo seveda primarno pri uporabi oljenja oziroma pri uporabi olj izogniti. Joj, še ena aromaterapija. Res mi je žal, da še ni te funkcije, da bi lahko tudi prenesli von, ne? Ja, ampak upam, da nama zaupate na besedo, sicer pa kot že omenjeno, vse te izdelke najdete tudi v DM-u, tako v aplikaciji kot tudi v fizičnih trgovinah DM. 30-kratne točke veljajo od danes pa do nedelje, seveda ob predhodni aktivaciji kuponov, ki vas že čakajo v kupon centru. Tudi struktura tega šampona je takšna kremasta, pravzaprav podobna kot tudi njegovi predhodniki, ki so jih predstavljali. Ali moramo rožmarinovo olje in vodo, ki je torej pa zadnji korak v tej naši rutini in jo bomo spoznali kot naslednjo, zmeraj kombinirati prav s tem rožmarinovim šamponom? Ali se lahko recimo prepustimo kombinaciji šampona, ki pa mogoče bolj naslavlja naš problem? Ja, seveda, jaz mislim, da je vsekakor bolj smiselno kombinirati, če imamo druge problematike lasišča. Recimo, če oljemo lasišče z namenom, da obvladujemo mastenje, je jasno bolj logično, da bomo uporabili šampon za masne lase oziroma če imamo prhljaj, šampon proti prhljaju. Tako da brez problema lahko kombiniramo te izdelke in s tem ne zmanjšamo učinkovitosti za to problematiko, ki jo mi želimo nasloviti. Zdaj pa je čas še za najin zadnji izdelek, rožmarinova voda. Pravzaprav gre za čisti ekološki hidrolat rožmarina. Destilacijo rožmarina v majhnih serijah izdelujejo blizu nas v slovenski Istri, torej lahko rečemo spet same dobre zadeve, dobre stvari iz bližnje okolice in vem, da pri Natura Vitu dajo zelo veliko na ta izbor samih sodelavcev, s katerimi sodelujejo in da zelo skrbno izbirajo sestavine, ki jih potem torej vkomponirajo v svoje izdelke. Rožmarinova voda, bi lahko rekli, vsaj kot jaz spremljam tudi malo po državnih omrežjih, vedno večji trend. Kaj je pravzaprav naloga te rožmarinove vode, zakaj je tako zelo priljubljena, zakaj je vsak drugi posnetek na TikToku rožmarinova voda, celo eni jo pripravljajo sami. Ja, pripravljanje rožmarinove vode doma vsekakor ni enako efektivno, kot če uporabljamo bodisi olja z eteričnim oljem rožmarina, bodisi hidrolate. To moramo poudariti, da s tem, da rožmarin kuhamo doma v vodi, mi v bistvu ne izločimo iz rožmarina tistih aktivnih učinkovin, za katere v bistvu vemo, da delujejo in si jih v bistvu želimo v tovrstnih izdelkih. Tako da z uporabo takšnih izdelkov smo vsekakor lahko bolj učinkoviti, kot če si rožmarin skuhamo doma, tako da sploh v primeru hidrolata in pa eteričnega olja, ki je dodano v olju, smo definitivno bolj učinkoviti in pa lahko računamo na tiste učinke, ki so jih pa že prej omenjali pri rožmarinu, torej predvsem neko antioksidativno delovanje, s čimer spodbujamo zdravo okolje za rast las. Si še za malo aromaterapije? Ja. Danes si bova dali malo duška. Ne nama zameriti. Jaz sem prepričana, da tisti, ki že poznate te vrhunske izdelke Natura Vit, veste, o čem govoriva, tisti, ki ne, pa kot že rečeno, idealno priložnost imate do nedelje 30-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke. Zdaj, ko razmišljam o tej rožmarinovi vodi, ki res zelo prijetno diši, jo lahko recimo uporabljamo vsak dan, tudi če se ne gremo te rutine za daljše lase in bolj goste lase. Ja, vsekakor. Lahko uporabljamo vsak dan, sploh zato, ker hidrolati so popolnoma na vodni osnovi, ne vsebujejo olj, kar pomeni, da jih ne rabimo izprati in pa tudi ne predstavljajo tveganja, da bi lahko zmastili lasišče. Zdaj, jaz vem, da je ta rutina zdaj pritegnila mnoge naše DM-ovke in tudi DM-ovce, pa vendarle, zagotovo se sprašujejo, tako kot jaz, kaj pa rezultati? A lahko daš vsaj nek okvirno obdobje, v katerem bi pa lahko opazili neko razliko, da so torej lasje, da res rastejo hitreje,
da so mogoče bolj čvrsti, bolj zdravi, da manj odpadajo? To je zelo individualno, zato ker imamo zelo različne cikle rasti las. Kot vemo, tudi lasje zrastejo tam približno 2 cm na mesec, kar pomeni, da te spremembe ne bodo drastično očitne po enem mesecu. Tako da je zelo odvisno tudi od izhodiščnega stanja lasišča, ne koliko je pač zdravo, nezdravo okolje, koliko so lasje v nekih fazah v tistem trenutku, ko začnemo uporabljati izdelke. Tako da jaz bi vsem nekako položila na srce predvsem to rednost, doslednost, da zdaj, če uporabljamo en mesec in ni drastičnega rezultata, da ne obupamo. Jaz bi rekla, res pri vseh teh rutinah za nego las, za nego lasišča je potrebno vsaj par mesecev vztrajati, zato da v bistvu vidimo neke željene učinke. Vse to je proces. Tako kot je nega kože. Ne? Tako. In predvsem se mi zdi pomembno, da si ta proces naredimo tudi čim bolj prijeten, tako ga bomo lahko držali na dolgi rok. Zdaj, če si vmes v to našo rutino dodamo neke elemente, ki nam tudi, ne vem, nas malo sprostijo. Zdaj tukaj pri teh izdelkih Natura Vit lahko rečemo, da je že sam von. Aromaterapevtska nota, ja. Tako. In res boste zadovoljni predvsem tisti ljubitelji naravnih vonjev. Mogoče to ni tisti tipičen von po nekem kozmetičnem izdelku, ampak tukaj notri res človek zavonja naravo. Tako. Tajka, se veš, ogromno enih stvari bi še lahko poklepetali, ker je tale tema tako zelo zanimiva, da mislim in predvsem upam, da jo bomo lahko kmalu spet imeli možnost in priložnost nadaljevati. Do takrat se ti pa res še enkrat iskreno zahvaljujem za vse nasvete, za vse razbite mite in pa tudi za deljenje tvojih osebnih izkušenj. Se mi zdi, da tako smo si nekako še bliže in tudi opogumljamo drug drugega, da lahko skupaj premagamo težave, ki nastanejo tako z našim lasiščem, kot tudi našimi lasmi. Čez 14 dni bomo spet skupaj, tudi takrat bo zelo, zelo prijetna tema. 19.11. je torej konkretno datum, ko vas spet povabim v oddajo DM Live. Posvetili se bomo negi perila, tako da lahko že počasi zavihate rokave. Do takrat pa vam želim vse dobro, lepo se imejte in torej srečno do prihodnjič. Ne pozabite tudi na vse aktivnosti in pa držim pesti, da boste prav vi jutri oziroma pojutrišnjem na tem seznamu nagrajencev, ki bo objavljen na DM-ovi spletni strani.